Lepo zdrav, dobro večer, spoštovani in spoštovani, dame in gospodje, vsi ostali pred malimi ekrani, cenjena publika, prva marčevska edicija je pred nami, nocojšnje oddaje, tako da upam, da ste pripravljeni, da imate vse, kar je treba imeti pred TV-jem in da nas spremljate, pa da nas boste skozi cel večer. Nocoj bodo za vas tukaj na tem modru Tomi Dražič, potem Sandi, Melani, Gorazd in Sašo. To so nocojšnji fuzbaleri, potem slovenski zvoki. In za konec še sladkosnedi kotiček. Dobrodošli v oddaji v petek z menoj. In še en pomežik. Tako, lepo zdrav vsem, ki ste danes za malimi ekrani. Dajmo mi še nekaj povedati. Kot veste, Liga prvakov je v polnem teku, slovenska prva liga fuzbalska je v polnem teku in tudi pri nas nocoj ne bo nič drugače. 4 finalisti vijoličnega kotička bodo nastopili med sabo in se pomerili za najboljšega v tej panogi v naši večerni oddaji. Zdaj, preden se to dejansko vse zgodi, preden jih pokličem k sebi, se dajmo ustaviti pri glasbi, pri enem bendu slovenskem, ki je poln presežkov, kar je tudi redkost v slovenskem prostoru. To so Flora in Paris, ki nam bodo zapeli njihov novi singl Brez tebe. Ko mesto počasi oživi, obuje in obleče ljudi, svoje male in velike skrbi, se prebujam in brez tebe, nadaljujem. Ker najprej preprosto se zdi, ugankov dnevnik spremeni, je smisel na dlani ne leži in le s tabo rešitev dobi. Jaz odletel bi s tabo stran, preplul za tebe ocean, globoko, visoko, želim, da božaš mojo dlan, da greva skupaj v tale dan. Podaj mi roko, tvojo toplo roko. Ne, nisem nič pijan, tvoje bližine le željan. Podzonevce mi, še vedno ob meni te ni. Zvon ti srečo srce zdaj deli, a ni košček ponudiš kdaj mi. Jaz odletel bi s tabo stran, preplul za tebe ocean, globoko, visoko, mojo dlan, da greva skupaj v tale dan. Podaj mi roko, tvojo toplo roko. Ne, nisem nič
presežek v slovenskem prostoru, kar se glasbe tiče. Flora in Paris. Mitja Tori. Spoštovanje, gospod basist. Super komad, super band. Od kdaj ste skupaj? Ja, skupina že nekih 5-6 let, kar se teh začetkov tiče. Prvi posnetki so nastali v letu 2013, 2014 smo imeli že prvi album, sicer takrat še s pevko, originalno Floro takrat. Aha, torej s pevko Floro in zaradi tega Flora in Paris. Ali ste dejansko imeli po mitologiji? Rimski pa grški po malem? Ja, Paris je po mitologiji, Flora je pa v bistvu izhodišče bilo pač njeno ime, ne, da je pač neka razpoznavnost. Zdaj polje je zamenjala pa ena druga pevka, danes pa nimate nobene pevke več. Ne, vmes je bila pevka Patricija Škof, Mariborčanka. Potem je tudi ona šla, no zdaj smo pa v bistvu že od leta 2016 bolj ali manj moški bend in pevec Žan Liblik, tudi znan iz Slovenije, ima talent, drugovrščeni leta 2015. Tako smo ga tudi najdli, ker smo potem se odločili za moški vokal in po spominu smo imeli, da je bil on dober in smo pa res po YouTubeu najdli, da je super, kot pevec je super in super se ujamete, super špila vse skupaj, harmonija, skupinska. Ja, tudi recimo tudi same skladbe so harmonično dosti bogate. Matej in Jure, se pravi kitarist Matej in klaviaturist Jure sta avtorja glasbe vseh pesmi naših, tako da kar bogato harmonsko delata. Mice, daj mi še povej, kako se je prijel ta komad zdaj, to je zdaj nov singl, brez teme, relativno nov. Ta je relativno nov, ta je v bistvu nekaj tednov v javnosti. Mesec dni, približno? Ja, približno nekaj takšnega. Kakšni so odzivi? Ja, zelo dobre kritike so odlične, ker skladba dejansko je zelo dobra. Je pa tako, v ušesih pa ostane skladba, vsaka pesem je tako, da se mora večkrat slišati. In če se bo večkrat na radiju slišala, televiziji, potem bo ljudem verjetno počasi v ušesih. Mitja, hvala za zdaj. Čestitke za novi singl, pa se kasneje še slišimo z enim komadom. Malo kasneje, prav. Lepo se ne, srečno, priključi se bendu, da te ne bojo fantje pogrešali, konc koncev, dajmo se mi ustaviti pred tistem, kar je danes pomembno, kar je osrednja smernica, če hočete, rdeča nit tega večera, to je naš vijolični kotiček in osrednji gosti. To so Sandi Grobelnik, Melani Mitrović, Gorazd Ademović in Sašo Grajf. Melani, spoštovanje, pridi kar meni blizu. Sandi, top, zdaj se malo zastavlja. Servus. Gorazd, in Sašo, evo ga. Zdaj te zgleda, kot da je Ate pripeljal tri otroke na izlet malo v studio pogledati, kako se kaj dogaja vse skupaj. Kako ste? Dobro. V redu, dobre volje, vse skupaj. Če bili bolj, že bi bili kičasti. Ja, skoraj da. Upam, da boš pela, namesto je prišla, ampak... Zdaj mi je žal, zakaj ni šla ona fuzbal špila takrat. Mogoče pa ne bi zmagala. Ne, Sandi, joke, ni vsega resno vzeti. Melani, da vam mi da pri tebi začeti, si ti vadila kaj? Nogomet. Nič? Zakaj ne? Ni bilo časa. Kaj počneš, da ni časa? Treniram manjše punce, pa službene obveznosti. Kaj delaš v službi? Diplomirana medicinska sestra. Torej zelo plemenit, pa zelo nehvaležen poklic po svoje, ni? Nekaj takega? Ne, sta kar oba plemenita, pa hvaležna. Je zdaj oba, o čem govorimo, o medicinski sestri? In trener. Medicinski sestri. Ja, pravim, plemenit, ampak podcenjen, recimo, ne? To želim povedati. Prav, nobenega pripomočka danes nimaš zraven? Ne, danes pa ne. Ne boš nič pokazala, nobene vaje? Danes pa ne. Sašo bi recimo lahko prinesel zraven smučke, ne? Tudi. Pa bi ga malo na oder postavili na suho. Ti daj mi zdaj na hitro povej, Jakov Fak. Zdaj z vami je treniral, torej najprej stekači, oziroma z biatlonci od samega začetka, odkar je dejansko odkril nekako vse skupaj, no? Odkar je začenil, on je slovensko ekipo. Ja. Če se zdaj spomnijo na te... Mladih nog, ne. Ja, seveda. Se ga spomnim kot mulca še. Koliko je bil star, ko je prišel ga? 14-15 let. Je začel že na pokluki trenirati, ne. Pa na večina tekme je bilo tudi na pokluki, ne. Je mogel. Ja, če se hitro sam spomnima, ne, torej minule olimpijade, medalje pa tistih razprtij, ki so bile predtem. Ampak to je pri miru pustila, če se strinjaš, ne nekaj komentirala. Bolj pametno. Povej mi samo občutek za danes, za fuzbal. Forma je, ne, to je glavno. Si vedno v formi. Gorazd, kaj novega?
Glede na to, da sem v formi, ne? Ja. Bomo Zdaj, če videli, boš kdo bo dobil boljši. Saša, pol Ja, zna to biti bi bilo fenomenalno, ne? Te lahko gremo pol na svetovno prvenstvo, ne? krna Evo, močno vse super, skupaj. kaj naj rečem. Kaj ustvarjaš, kaj je single, kakšni novi, kaj se pripravlja, da nam povej. Tako. Deli z nami. Tako, Gago. ustvarjam, dela se nova zadeva, Okej. se pripravljajo v miksanju, nekaj malenkosti jih še treba dodati, odzeti, evo, in zadeva bo kmalu veni, ne? Ok, Sandi, še hitro k tebi, da te ne izpustim. Kakšna je forma? Kako si razpoložen danes? Mislim, da bo šlo, ne? Bo zmagal? Super nagrada za zmagovalca, Mene za drež občega za zmagovalca. rezultat, ampak če ne zmagam, pa mi ni v redu, ne? Dobro, še hec danes. Dajmo se mi ustaviti pri vijoličnem kotičku. Štirje finalisti ob meni, vsak samozavesten in pripravljen, da se mi postavi tam na sred odra, kjer bo treba kocko vreči pa pogledati, kdo bo dejansko sploh igral skupaj. Zdaj treba je že vedeti polfinalne pare. Yes. Kje ste zdaj? En še ne pride sem. Saša, izvoli. Egola. To je to. Zdaj, princip zelo enostaven, vedno to počnemo. Tisti, ki vrže, torej dva, ki vržeta nižji številki, igrata skupaj, dva, ki vržeta više številki, igrata skupaj, vse nekaj logično. Ne? Če še en vrže spet enako, da ste tri enaki pol, meča še enkrat. Sandi, številka, če Sašo ne stopi po njej, je kaj zdaj? Ne moreš verjeti. 5! Nisem mislil, da bo ostala tak. No? Ja. To bi tudi unikum metanje kocke. Sandi, Grobelnik, petka, Gorazd Tadenović, da vidimo, koga boš dobil. Moče bolje, da nižjo vržeš, ne? Trojka. Sašo, koga želiš imeti za nasprotnika? Čisto eno. Okay. Samozavest serijsko Saša Grajfa. Jaz se gledam to, da si vrhunski atlet. Dvojka. Kaj imam za petko, trojko? Tako. In dvojko. Še Melani, ki bo odločila, kdo bo zdaj skupaj igral sploh. Čau, petka! Evo ga. Sandi in Melani, evo, fajti, če ste si dali, Sandi in Melani, dajte videti začeti, ker imata najvišjo številko. Ja. Prav? Ja. Sašo in Gorazd, dajte malo sest ta čas. Gremo mi do mize. Kdo bo moder? Kocko vrnemo. Kam med publiko? Kdo želi imeti? Prosim, dajte stopiti. Kaj izberci? Noben ne želi biti moder, oba bi bila rdeča. Zdaj, vadla nista nič, ti si natur talent, to si že enkrat rekel. Pravila tudi poznate, jih ni treba na novo razlagati. Midva proti vse, mislim, jaz proti Dobro, ne, samo grobo. Se pravi, svoj gol moramo obraniti, ne? Ja, seveda, tako absolutno. Ti bodi malo gentleman, vseeno, ne, se veš. To je to zdaj, tisti, ki pride prvi do 3 golov, je zmagal, prav, gre naprej, še v igro za zmagovalca absolutnega. Tisti, ki izgubi, pa bo imel čast igrati v eni drugi igri. Zdaj, jaz bi vam priporočal, da se potrudite, kar se da. Kaj predlagaš, kaj boljš izgubiti, zmagati? Sandi, ker nas zelo rad, vam rekel, zgubiti recimo, ne. Zmagaj, če želiš ohraniti celo kožo. Zdaj bi pa hec. Dajmo začeti, evo, prva žoga na igrišču. Ekip ni treba zbirati, verjetno alj. Tukaj zdaj Melani bo šlo. Sandi se mi zdi, da je... Kaj zdaj, nisi v formi? Se viš proti ženskom, ne upam. Ja. 1-0. Bravo, Melani. Zdaj šprudlat ne velja, to veš, ne? Joj, moja napaka, ampak vse skupaj se dobro išlo. Evo, Sandi, meni se zdi, da si se prej pustil malo. Ja, ne, nisem se. Sigurno? Grem za res. Jaz sem si te rekel, da bodi gentleman, sam vse veš, ne? Naj bo zvenelo pokroviteljsko na koncu vse skupaj. Opa! Ne si pa lepo skočil. Super. Še vedno 1 proti... 1 proti 1 mala nepazljivost. Kaj je to? Zamisli si, da si v službi, da treba pravo pipetko najti, pa pravo iglo. Da moraš pravo braniti, ne? Ti se pa lepo obnašaj, če kdaj prideš v bolnico. Slučajno. Dobiš revanšo. Bom zadnji v čakalni vrsti, ne?
Ja, gospod Sandi, malo še počakajte. 10 ur sem že tu. Kje smo zdaj? Neodločen rezultat. Sandi močno strelja, ne šprudlat. In, čo? Ta je bila blizu. Skoraj, ne? Zelo zagrižena igra. Takrat je zelo napet. Ti si pričakoval tako sport? Da mi to povej. Ne, dobro se bori. Kaj si misli, da bo bolj enostavno vse skupaj? Ja. Ja, vse se mi zdi. Si kaj podcenjeval to? Ne. Ženske mirne roke? Ženske so vedno tako spretne, ne? Ja, nikoli ne smeš podcenjevati, no. Na koncu te krajšo potegneš. Je kako je. Nekaj več sreče, ampak... Saj jaz nisem kriv, samo sebi se je gol dala, ne? Ja, ma ne pa Rešen. šlamparija. Kot se lepo reče. Ekole. Še tretja, ne tretja, četrta žogica, 2 proti 1 je. In 3 proti 1, Sandi Grobelnik je prvi finalist. Te pa čaka ena lušna, ne nagrada, naloga. Prosim, da zapustite ta prostor, zdaj v tem trenutku, ker mimo mene. Čas je namreč, da pokličem še druga 2 tekmovalca, drugi polfinalni par, Sašo Grajf in Gorazd Ademović. Fanta, spremljam sta, Sandi je odnesel malo boljše, ampak tudi malenkost po sreči, nekaj šlamparije je bilo v meni 3 proti 1. Vajna napoved, dajte mi to povedati, kaj mislite, vseeno, čisto iskreno. Sašo, kaj bo? Težko bo, ne? Težko v vsakem primeru. Glede na to, da smo oba v formi, ne? Ja. Oba sta zagrižena, ne? Ampak oba sta še vedno dovolj cool. Ono nis nič treniral, vse v redu, vse pa so še dobro. Celo noči pod nogometom. Ta pa v garaži po noči. Krajf je opasen, 5-kratni olimpijec. Kako ne zmagam. Celo noč treniral. Daj potegni te žogice, vem, prosim. Yes. Dobro, fante, zdaj, če želite, si lahko ekipo zberete, lahko tudi brez tega gremo naprej. Že sta jaka fena. Vseeno ti je, ne? To smo oba mali, ne? Te oba Maribor proti Mariboru, ne more biti. To bo taka, trening tekma. Maribor, mlajši pa starejši. Starejši mladinci proti mlajšim, kadeti, kakorkoli. Dobro, ste videli, berajte, staredi, to je to. 3 goli za zmagovalca, evo. Let's play ball, no, če je velike druge. Evo, mirna roka Saša Grajfa. Malo se moram pomagati, ne? Zdaj to ni tenis, Saša, no, to veš. Menda. Niste pa povedali, kaj bo na koncu, ne? Diplomatsko sta se rešila, vprašanju. Kdo bo zmagal? Blizu gola Sašo Grajf napada. Hvala. Autogol! Evo ga. Kako, evo. Vsi so na nogah, stadion gleda. Publika nori. 1 proti 0 Sašo Grajf. Špilamo naprej. Druga žogica na terenu. Tu ista šlamparija kot prej pri Melani, skoraj da. Se pravi, ne, vse se zgodi. Dobro, Brani, dobro. Na mestu je. Ne, precizen. Trening se obrstuje, se 2 proti 0. To je, proti sebi imaš vrhunskega športnika, zdaj... Navajanje tega, ne? To je jako nehvaležno. Njega ne moš pod stres postaviti, niti. Tu, če hočeš. Ampak res, Sašo, kako si ti v stresnih situacijah? Dober. Gledam to, da si še vojak. Jaz sem skozi stresno šport. Pa se v službi je isto, no? V službi, mislim, moraš biti pa še bolj redi kot na smučeh, ali? Da. Ja, te zadeva je malo smrtno nevarna, polne zdaj, če si vojak, pa svetiš kaj? Jau. 2 proti 0 ostaja. Gago se brani, koliko se lahko. Sašo Grajf z močnimi streli. Možnost. Mimo. Vrat. Močna sredina. Udarec in skoraj autogol. Evo, taka situacija je bila pri Melani. Gago. In še drugi autogol. Kaj bo se 3 proti 0 ali kaj? To je to, 3 proti 0. Ja? Ali kakšni častni gol? Je padlo kaj? Si ga spomnil. Dobro. Saša, tebe čaka finalna tekma še. Ja. Gorazd Ademović Gago pa gre
k eni lušni igri naproti, ki ti je še ne smem izdati, dajmo se mi ustaviti. Preko mladih, Tomi Dražič in Bounce. Oh, yes. Spet skrokam ga ostanem, pogledam noto štarko zadnji cigaret, si ga vzamem. Spet ga ludilo do 8 zjutraj, after party je že zgleda standard pod požurki. Spominjam se megleno in narajo družbo na kafe bi krenil, da bi mi pa kjeri kaj včer povedal. Vsi nažgani, nasmejani, sprani zjutraj zunaj vani in pa tule so še sami pijani pavijani. Če kje na ponči imam v galeriji kakve slike, slika zitro me igra zdrav pa neke hude pičke. Spet se smejem sam sebi, stari kjeri trep, da se bom bodala iz pijana, hoču spravo k sebi. Mačka nimam zgleda, da se šepa, ker imaš gan, rufne momce, da pa vidi, kak je dan serijski plan. Zgleda, da je tole leto res za me prekleto, ker se pa počutim, kot da je vsak vikend novo leto. Bounce, pain like I'm saying, v klubu stari bounce. Ko me vidiš, da ga pijem, reči stari bounce. Ko me vidiš, da ga sekam, stari reči bounce. Kje si stari bounce, kaj dogaja bounce. Pain like I'm saying, v klubu stari bounce. Ko me vidiš, da ga pijem, reči stari bounce. Ko me vidiš, da ga sekam, reči stari bounce. Kje si stari bounce, kaj dogaja bounce. Blau, daj podaj ta liter hitr, ko nabicim to komina, po sem spretn to ko splinter. Koga sploh zanima, kdo ga pije in kdo plača, mene sem zanima, da na šanku drik me čaka. 10 jegrov zraven 5 Red Bull vodk, 4-krat kavana in pa 2-krat ananasov sok. Moj vzdevek je tilt pol, ko sem napit, zjutraj ko ostanem pa samo oh shit. V sebe lahko zlijem, ko pijem, če se ka se nalije, da prebije, nabije promile, razen kake tekile. Samo z mano bolano in sprano ga je žura, koliko je ura, ni šans, da se ga danes domov ufuram. Bounce, pain like I'm saying, v klubu stari bounce. Ko me vidiš, da ga pijem, reči stari bounce. Ko me vidiš, da ga sekam, stari reči bounce. Kje si stari bounce, kaj dogaja bounce. Pain like I'm saying, v klubu stari bounce. Ko me vidiš, da ga pijem, reči stari bounce. Ko me vidiš, da ga sekam, reči stari bounce. Kje si stari bounce, kaj dogaja bounce. Blau, in do sol se lahko nasmejem, opet pain like I'm saying, vsakič pejem. Zgleda vedno jače, na žurkah lahko skačem, na slikah se popačem, v žurkah sliši triče trače, pa se stepace brez dobre družbe se zgleda fajn met, ne da se spomini na dobre čase. Alkohol pa seks brez glavo bola da, lahko brez premora klubo rolam, ko da čisto salvan moram. Spomina bedarije, v času žurke je nepredsedljiv, skoro noro doro nas posrečni, da si živ. Proslavna z družbo, še en izgovor več, ne mi reč, da ni bilo the best. Bounce, pain like I'm saying, v klubu stari bounce. Ko me vidiš, da ga pijem, reči stari bounce. Ko me vidiš, da ga sekam, stari reči bounce. Kje si stari bounce, kaj dogaja bounce. Pain like I'm saying, v klubu stari bounce. Ko me vidiš, da ga pijem, reči stari bounce. Ko me vidiš, da ga sekam, reči stari bounce. Kje si stari bounce, kaj dogaja bounce. Tomi Dražič, Bounce, vse čestitke. Oh, yes, reči Bounce, izvoli. Bounce. Mike Bounce, zdaj dva komada bomo slišali, enega smo že, ena še čaka. Hej, to res? Res je. Dajva sest mi dva raje, evo. Malo placa narediti, lepe čevlje imaš, by the way? So bili na razprodaji. So ti prav? Ne, moram nazaj nesti. Čakaj se malo, da vidim, če že kaj ostalo, da lahko odnesem kaj zraven. Poslušaj, ti si iz Koroškega konca. Bo držalo, Slovenj-Gradca, ja. Slovenj-Gradca. Kakaj je scena, kaj je tam, reperska, hip-hoperska? Razvija se, vedno boljše. Razvija se. Največ hejterjev je še vedno kje? Doma. Sovražnike v domači bajti, to še velja, ali kaj? Ne mislim doma kot doma, ampak domače mesto to. Ja. To je bilo bolj mišljeno. No, to. Poslušaj, kako je s projekti? Dela Kaj se se skozi. razvija? Ja, vse razvija. Zdaj trenutno sem spoznal v bistvu letos enega novega producenta, tako da vse dela, ne, pač počasi. Poslušaj. Nič se nočemo prenagliti. Ja, zdaj album, kaj s tem? Bo kaj? Ne bo Album nič? je posnet, lansko leto bil izdan z naslovom Spon, Ok. tako da zdaj se bomo lotili novega projekta počasi. No to me zanima, kdaj se bo kaj začelo snemati? Zdaj trenutno še zberam vse potrebne pač te podlage, spisa tekste, pa ne vem, v roku pol leta recimo, tu nekje. Ok, dajva midva to, ne, midva ne sveva, jaz bom to potem poskusil, drugače pa, ne mi še povej, kje se te da videti, kje te bo videli vsi? Načeloma posod, videti. Maribor, Ja. Koroška večinoma, no, tudi Ljubljana na obali, posod se da. Posod. Kak fiksen datum recimo zdaj? Fiksnega datuma zaenkrat še ni, bo pa v kratkem vse znano. Ok, super se sliši, mi še čakamo na hej, Tomi Dražič,
Evo, Štima. super. Dajmo se mi še ustaviti pri resni zadevi, to je naš vijolični kotiček. Finale vijoličnega kotička. Non plus ultra, 2 finalista, najboljša iz vseh vijoličnih kotičkov skupaj, Sašo Grajf in Sandi Grobelnik. Prvi vrhunski športnik, 5-kratni olimpionik, drugi vrhunski muzikant. Tako. Iz SOS benda. Ne, hecam te, vedno te hecam. Zdaj sem počasi Samo navaden, da boriš ja, sos, ne? upam, da ti ne skoči roka. Zdaj pravila ne bom razlagal, to veste, super finale. Tisti, ki zmaga, dobi tudi super nagrado. Praženec pa tudi eno. Malo manj tolažilno, ampak vseeno tako, da uživati na koncu. Pravila so enaka kot v vseh igrah do zdaj. Tisti, ki pride prvi do 3 golov, do 3 zadetkov, je seveda zmagovalec, absolutni zmagovalec. To je kot finale Lige prvakov. Evo. Sašo Grajf, Sandi Grobelnik. Taka zelo napeta, zelo močna igra. Srečne, malo. Najboljše je, da je Saša se dejansko prepričal, če je res not padla. Gol je dal. Aj, bom prišel, zdaj stran. Je luknja od zadaj. Malo si presenečen. Ne, to ne, zna, vidim, vlada. Jaz si rekel, da je vado. Ja, sem inštrument, ne, tole. 1-0 za muzikant. To. Časi, taktiziranje, gledaj, ne boš avtogole stisnil. Zdaj po moje si Saša malo zmedel. Tak se zdi vsaj. Oba! Močen strel na gol, mimo vrat. Ja, Sašo, zanimivo tehniko, skoraj zadetek. No. Taktična igra, evo, oba veste, kaj počnete, no. To se pa lepo vidi. 1-0 vedno. Ups, skoraj. Sandi pristrel. Zdaj izkoriščena napaka, ki pa se ni zgodila. Napeta igra je. Sandi bo kaj? Ups, evo še eno fintiranje, ki se ni šlo. Napaka je bila. Sašo Grajf pri žogi. Ne gre. Zdaj te opihniti malo stran. Ok. Nismo nič naredili. Čakaj. Pazi prste. Yes. Zdaj še ostanijo na moji roki. Opa. Sandi, zdaj si skoraj z glavo dal gol. Dosti manjkalo. Imaš pa en grif, ki ga Sašo ne obvlada. Ta, čum. Ja. Da ga zaustaviš, da štopaš. Pihni. Od inštrumenta. Še vedno 1-0. Bo šlo? Ti si zdaj. Sašo Grajf. Močen napad. Pa dobra obramba. Ups. Naslednji gol zna biti ne ravno odločujoč, ampak znaš dobro napovedati zmagovalca. No. Oba! Taktiziranje 2-0. Bravo. Sandi Grobelnik, Sašo, presenečen si. Ne, nisem presenečen. Sašo Grajf mogoče, malenkost presenetljivo, ali pa tudi ne, da ga ne podvržem še dodatnemu pritisku. Ja, to pa je res. Zgublja, čeprav si vajen pritiska, pa to sem prej rekla. Kaj pa je tebi to? Vrhunski Vietos. Strel za igrišče preluknat. Sandi je rekel, da nam bo nov fuzbal kupil na koncu. 2-0 in dobra obramba Saša Grajfa. Podaja nazaj. Skoraj napaka v napadu. Sandi odbija, Sašo brani. Sandi spet v žogici s svojimi neugodnimi streli. 2-0 in 3-0. Bravo. Sandi, bravo, se čestitke, zmagovalec. Sašo, skoraj zmagovalec, viceprvak, ti zdaj viceprvak. Finala Lige
prvakov. Prvi, drugi, vedno dobro. Evo, to je to za poraženca, ki čakata ta čas na sedežni. Zdaj, da bo malenkost po nedelji zadišalo, bodo poskrbeli slovenski zvoki, skladbo Včasih, ljubezen pač mine. Da bomo poslušati. Pokaži spretnost, naša najljubša rubrika v večerni oddaji. Vsako oddajo znova. Zdaj, na kaj je treba paziti v tem primeru, ko bomo jedli, kaj, Sašo? Kaj bo treba jesti, daj mi povej? Kremšnite. Kremšnite, seveda zmagovalec, torej prve runde in poraženka prve runde. Zdaj si bosta pomagala. Ponavadi smo mislili, poražence dati naprej v igro Pokaži spretnost. Zdaj boš ti pomagal, da bo Melani pojedla, kar se da, čim več kremšnite. No? Okay, ampak obstaja en catch, dva catcha dejansko. Ti dobiš prevezo čez oči, če dovoliš. Moram, ne? Ti namestim, tako. To te spominja na kako, ne? Ja. Na kak izlet na olimpijske. Ja. Ok, ne sem kaj preveč reči, konc koncev. Ja. Nekaj preveč povedal.
desno roko, evo, jo treba dati naprej, takole, desno roko, jo boste dali tako ali tako? Ne, to bo boljše, seveda. Zdaj vaju zavežem z lisicami. Tega sta tudi vajena, verjetno. Evo ga. Što bi pa rabili policista kakega? Pa nekoga, ki to jako vlada. Saš, je v redu? Dobro. Tišči? Ne. Aj? Ni hudega. Ni hudega, boš zdržal? Bom. Dobro, se tudi sicer, čakaj. Morem, ne? Ameriško. Ne bo šlo. Evo, zdaj pa gre. Tako in tako. Dobro. Zdaj sta zvezana z lisicami, Sašo, kaj vidiš? Nič ne vidiš, super. 3 minute časa imata. Zdaj izvoli vilčko v levo roko, tako. In da ti še pokažem, kje je krem šnita, tako da boš vedel. Tu je začetek, prav? Potem tukaj je drug konec in tukaj naslednji konec. Zdaj toliko, da se orientiraš, prav? V redu? Ja. Prav. Evo, čim več krem šnite mora Melanie pojesti, ampak te mora voditi. Torej levo, desno, gor, dol, kar pač ne vidiš, ki ima uste. Zdaj to zna biti tudi hec. Melanie, ti boš zdaj v tem momentu ena taka luštna rdeča kapica. Ekola. No, te lepo zavijemo, vse skupaj. To. Servetke imamo tudi pripravljene. Sašo, si? Sem. Pripravljen, Melanie? Ja? Ok, 3 minute, da vidimo, kdo bo več pojedel. Melanie ali Gorazd Ademović, Gago, k njemu še pridemo. 3, 4, zdaj! To zna biti tudi hec. Skoraj cela skorja. Zdaj Melanie te mora voditi na levo, desno, gor, dol. Naprej, nazaj, vse možne smeri. Počakaj. Je kaj? Lahko. Jaz se nič pomagati, to veste. Zgledam pa se smejim. Zdaj, vmes ga lahko vodiš ves čas, kje je. Tukaj, ja. Malo naprej idim, malo naprej. K sebi. Ali pa tak, ja. Še en srednje velik kos za Melanie, ki je padel cuker očitno. Super. Vodi ga še, no, da pride čim bliže. Lahko. Kar tak, ja. Tak? Ja, boš na koncu kaj jezda na nas. Super. V 3 minutah mene zanima, kdo bo bolje odrezal pri tej zadevi. Sašo, ti si nekam tiho si. Prvič to delam v življenju, nekaj naslepo. Ja, to lahko povem. Ja, Melanie, ti mu moraš reči, da pride naprej z vilčko. No, ne se toliko stegovati. To lahko pol doma poskusiš. Poskusiš, no, Saš. Evo, mala svinjarija, super. To smo želeli, tu je. K sebi. Drugo stran, levo, desno, tu ja. Saš, to lahko poskusiš streljati. Nekaj ti je padlo. Tukaj, ja, tukaj. Še minuta in pol, pokaži spretnost, nekaj manj kot minuta pa pol dejansko. Naprej. Melanie, krem šnita je dobro? Odlična. Desno. Dajte malo hitreje to narediti. Desno. Tvoje desno. Kam je zdaj vprašanje, kje je desno? Kje je desno? K meni? Še velik kos je zraven krožnika, boste tega pobrala tudi? Tukaj. Še nekaj časa ostane, slaba minuta, 50 sekund. Zdaj pa levo? Tukaj, ja. Jaz sem iskreno mislil, da bo Sašo bolje odrezal, no? Nekaj je strah, vidim, kako se trese. Hitro, da bo vse ena krem šnita na koncu. Kar nekaj še čaka, lahko več pojesta. Melanie, je tebi že slabo? Ne še? Ne še. Dobro. Daj še tisti veliki kot. Hodim na piči. Tukaj, ja. Sašo na piči. To zdaj... Pa lisice imaš na roki zdaj. Okej. Prazno. K Se prečuj, 15? Desno. Desno. Ja, tukaj. Malo naprej, k meni. Tak, ja. Še Melanie vodi ga, čist pri koncu smo. Pa še, padlo. Odštevamo. In... Konec, šlus, fertik. Saš, poglej. Lepo smo naredila. Lepo. Ramazuri. Ok, te bomo obrisali. Nekaj še imaš na glavi, na čelu. Dobro, ne, ni bilo tako slabo. Za eno krem šnito sta zaključila, recimo da. Skoraj cela, jo. Skoraj cela, tu še, gled,
da te ščistim na hitro. Tako, Super. tak. Super. Zdaj, dajte mi povedati, občutek, v redu, zadovoljna? Na slepo, ne? Ti je kaj slabo, bi še eno? Ne bi, hvala. Je bilo dosti, ne? Je bilo dovolj. Ste pičil kaj? Ne. Enkrat se mi je zdelo malo. Lisica, vse posod, cela žurka. Dajmo se mi pri eni skladbi ustaviti. Tomi Dražič bo z nami s komandom Hej, hej, hej. Hej, servus, kaj moj radnični dan, da imamo se lahko dojali. Telefon bo pustil doma, usedu se na bajk, lepo vreme je odzuni stari, alright. Na probleme danes pozabo bom, se ustavil bom, zadihal svežmu zraku, ostalo me bo počakalo. Hvaležen sem, da sem svoboden, pozabil, da zna tegobe, uničiti pa tega danes čist noben ne more. Obisko sem park, videl človeški zaklad, hitro sem hotel odraz, pozabil, kak fajn je bit mlad. Vzami si čas, ker svet je lep, odvisni je sem tvoj pogled. Stopi ven iz bajte, ne za kompom sedet, poklico frenda iz srednje šole, da zmenjama si zgodbe nove in spominjama se stare šole. Stari sam je bilo fajn, pa se je zdaj tudi, čez 10 let se boma pa menila, kak fajn je bilo tu. Hej, 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 odpri oči si in spreglej, svet je lahko lep, samo da ga prav poglej. Hej, 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 odpri oči si in spreglej, svet je lahko lep, samo da ga prav poglej. Hej, 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 odpri oči si in spreglej, svet je lahko lep, samo da ga prav poglej. Hej, 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 odpri oči si in spreglej, svet je lahko lep, samo da ga prav poglej. Yeah, danes mi ga res pokadora vola, kot da frišen sem za doma ola, v glavi film se rola. Ob takih dnevih na slabe stvari pozabim rad, zdravje imam, prijatelje imam, vse kar hočem je bež denar, sončni žarki na koži, maurica na nebo, veter v laseh, stvari ko včasih sem spregledal. Čekiram bebe ob pakica, ko se šetajo mimo, vsaka je pina in vse povabo bi v kino, a pa na sprehod ali pa jahat na sedlo, ljubo vsaki prihodnost, ne glede na preteklost. In izkoristil bom dan, da mi ne grejo za manj, idejo imam za komad in repo bom celi dan. Vsak dan je la sobota ali pa nedela, odvisno ko gledaš, kako si fraj, ko delaš. Sami stvarjamo si pogled, to moramo se zavedati, svet je čudovit, sam ga moraš prav pogledat. Hej, 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 odpri oči si in spreglej, svet je lahko lep, samo da ga prav poglej. Hej, 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 odpri oči si in spreglej, svet je lahko lep, samo da ga prav poglej. Hej, 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 odpri oči si in spreglej, svet je lahko lep, samo da ga prav poglej. Hej, 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 odpri oči si in spreglej, svet je lahko lep, samo da ga prav poglej. Prav poglej, prav poglej, prav poglej, prav poglej. Yeah, Dražič, entry, raw record, Pokaži spretnost in nova igralca, poraženec in zmagovalec vijoličnega kotička. Poraženec gospodič Ademovič in zmagovalec gospodič Sandi Grobelnik. Zdaj, videli ste prej, kak zadeva poteka, pravila poznata. Tako. Kaj se vam zdi, boste več kaj eno kremšnito mazla oziroma boš, ne? Sem ti jedel. Lačna sva, ne? Dajte kar roke sem, da ne zgubljamo cajta. Evo. Že veste, kak se dajo, ne? To že neke izkušnje zgleda s policijo. Ja. Razen mene, ne? Zgledam kot zadnji. V nemških nadaljevankah včasih smo to gledali, ne? Opa, nemške nadaljevanke, dobro. Res my case. Ošlo, sam trenutek, dokler nisi švedskih gledal, je boste v redu. Sta? Smo. Evo. Bromance, ne? Z lisicami ukleta. Sandi in Gago. Zdaj ti dobiš to zadevico, ki je tebi znana iz domače hiše. Ja, Šlo? ja. Sam trenutek. Opa. Vidim, še zmeraj vidim. Se opravičujem. A vidiš kaj? Ja, malo še vidim, ja. Res? Ja. Evo, čakaj. Zo. Ne, zdaj Pa še nižje tukaj. To je to, bo šlo? Ja. Lažeš. Ja, ne bo šlo. Kaj, vidiš ali ne vidiš? A možda iskreno povedati. Ne vidim. Gre. Izvoli Vilčko. Veš, kje imaš, ne? Izvoli Vilčko. Veš, kje imaš, ne? Ja. Tako. Vilčka, kak jo boš prijel? To je to? Čakaj. Prav. Ne, zdaj je ravno obratno. Tako, evo, samo da te še pokaže. Evo, tukaj je spodnji kot. Levo,
desno in zgoraj. To, da veš približno, kje je kremšnita. Prav? Vse ostalo ti mora Gago povedati. Good? Veš, ki imaš. Sandy? Ja. Štima vse? Štima? Ste pripravljena? Sva. Preostalo malo kremšnice. Lačna in pripravljena, ne? Namela in ni cele zmogla pojesti. Tako da, če pojeste tole, vam jaz takoj serviram drugo, pa sta zmagala na koncu. Ja? Če ne pa, se veste, Gago, voditi človeka, ne? Levo, desno, naprej, nazaj. Tako igrca. PlayStation. Good? Good. Sta pripravljena? 3 minute časa? Ja? Sva. Ok, 3, 4, zdaj! Kaj se vama zdi? Bo kaj z tega? Boste zmogla? Gago je naredil en veliko gres. Podaš ti ravno? Lepo se ga hrani. Daj. Bolj ravno napiči. Bolj ravno na piči, resno? Gago? You're kidding me? Ja, daj. Ti mi sam govori, ne? Ok, ne pozabiti leva, desna, gor dol. Leva. Ne, nisi nič zdaj na basu, daj. Nisi nič nabacal, Sandy. Ja? To. Ja? Sem? Ja? Redo? Si? Daj. Evo, še otroci imajo nekaj od tega, ne gledam to, da je družinska Ajde, nazaj, oddaja. hitro. Upam, da niso premali. Zato vam Kam gre zdaj? dobro. Kam? Desno. Desno. Pazi, da ne dol padlo. Kjer je moja desna? Ja. Redo? Ja? Daj. Da ste usklajena. Tvoja desna, samo tvoja desna, zdaj samo. To? Redo? Polo. A je? Daj, ja. Še, daj. Gago, zdaj ga už mora voditi. Še Zdaj ga už desno. mora Daj, voditi. idi. Kam? Levo. Ne, desno idi, desno, dol ti je Še padlo. Dol ti je minuta pa padlo, pol. desno. Desno, dol ti je padla cel kos. Vidiš? Ja, to. Daj. Ja, dol je padlo, daj. Bravo, Sandy. Spadla je. Lepa svinjarija. Levo, gor poberi. Dobro, ne gre Da. kako ovce, če danes. Danes? Nemo, Hochzeit. še imaš na baši. No, jutri, evo. Daj. To je. Nas na fantovščino, recimo. Pa se, Vidiš, če daj boš desno. smetano... Desno, poberi gor. Ja. Bravo. Še en večji kos. Vse večje kos zdaj. Nazaj, ravno, napiči ravno. Ravno napiči. Še Še. 50 sekund. Daj. Še. Dajte to pobrati, te Daj tu ostanke še. poberi, glej. Kje? Spodaj, pred mano, od spodaj. Pod Ja, mojo če ne roko. vidi, kje Pod si, mojo če roko. ne vidi. Ravno. Še. Ha? Ja, še nazaj. Levo. Naprej idi, zdaj počasi, po mizi, z vilico, ja, čutiš? Sekunde se iztekajo. Čutiš? Evo. Prav. A imam še? Kaj? Še idi malo, ravno spodaj. Tu Še imaš, daj, 15 ja. sekund. Daj. Še dva mala kosa. Še en mali kos. Spodaj. Idi po tleh, ravno, po tleh. Levo. Desno, evo, tu si, malo nazaj. Ok, zaključna. Vseeno vama je ostalo manj, malenkost manj. Sandy, izvoli pogledati. En manjši kos. Ja. Tega bom jaz Manjši zdaj kos jim pojedel, ostal, vama je malo večji kos ostal. Tako da, evo, zmagovalca sta tukaj. Gora Sademovič in Bravo, a si se najedel? Ker Sandy. Je bila dobra. Je v redu? Bosta še eno? Ali zdaj eno zapopeš, ne? Je še kdo? Kremšnito, mogoče? Ti zdaj imaš, bi še eno pojedel? Hvala. Sandy, Ne vem, če sem že tako. kasneje, ok. Lisice lahko imata gor, ne? Ni problema. Do kdaj? Čau, dio. Do poroke, ali kaj? Čakaj. Dobro, medtem ko jaz to odstranjujem, gospe in gospodje, še band, ki sem ga danes že imenoval za slovenski presežek, Flora in Paris. En komad nam bojo zašpijali, to je Moja boginja. Moja boginja je v vasi doma in eko kmecijo pod hribom ima. Svoje boginje nikomur ne dam. Ljuba je meni
poskrbim. Skrb za telesnost pa njej prepustim. Sverzi poklanja mi žulje, žulje srca. Ona pa žulje ta prave ima. Slovenski zvok in Bojan Lugarič. Spoštovani, dobro večer. Klarinetist Tako. in multiinstrumentalist, poleg vsega ostalega. Vodja ansambla tudi, slovenski zvoki. Tudi, ja. Tudi. Bojan, koliko inštrumentov igraš? Ja, klarinet je moj glavni inštrument. Tako. Ostalo pa kar po mojem tam 10 inštrumentov. No? 10 inštrumentov? Ja. Bo vse naštela, ne? Pa dobro, lahko pa dobro, kitara, harmonika, vse pač te inštrumente. Ti si lahko dejansko sam en kvintet, sekstet, vse kar sodi zraven, recimo. Ti si lahko sam band. Naredim včasih tudi sam band, ampak v mojem studiu posnamem tudi kako pesem, tudi kak demo, en CD sem že tudi sam naredil, tako da sem vse inštrumente posnel, ja. Okay. Polnoletni ste slovenski zvok, je to res? Tako 18 let že igramo, tako da polnoletni smo, ja. Ste zelo uspešni na festivalih? Ja, prva leta smo bili zelo uspešni na festivalah, smo kar nekaj nagrad dobili, potem smo pa rekli, da se ne bomo kaj več udeleževali festivalov, smo bolj to mladim prepustili, ampak lansko leto pa smo za moj okus, no, en najboljši mojih valčkov, pa smo rekli, moramo ga nekako spromovirati in smo šli na slovensko polko in valček. Tam smo osvojili drugo mesto. Okay. To je tisto, kar smo danes slišali že. Tako, včasih ljubezen pač mine. Vse vedno mine, ne mine vedno? Ja. Ali... Kak prekomo, ne? Dajva še povedati za zadnjo ploščo, kako se kaj prodaja? Ja, to zadnji CD-ček. Zadnjo ploščo ima založba Vox, pri Voxu smo izdali, tako da nimam še teh podatkov, ampak mislim, da dobro. Odziv je dobro, v glavnem. Tako. Okay, katera je to po vrsti? 9. Tako. Wow. 9. Še en komad bomo slišali, še eno skladbo, še en štiklic. In tako. sicer? To je Smeh klarineta, to skladbo je napisal moj oče, to je tak naš zaščitni znak ansambla, naša himna, jo vedno moramo zaigrati, tudi če pa že ne, pa kdo pride iz publike, pa reče, če ne bomo to slučajno pozabili zaigrati. Ja, da ne bi ki, ne? Tako. Dajva še povedati, kje vas lahko vidijo zdaj? Kak datum fiksen, kje nastopate? Ja, zdaj imamo bolj zaključene družbe, abrahamčke, take stvari, poleti mi tudi tako bolj kot ne igramo poroke, potem poleti imamo kar nekaj veselic, tako da oktobra gremo ponavadi v Ameriko, že 5. leto, letos. Ok, še imate kako mesto prosto? Jaz znam tudi inštrumente nekaj špilati, pa... Ja, pa mogoče rabimo kakega govornika dobrega, ne, pa tudi gre. Jaz imam pojma o inštrumentih, ne znam enega špilati. Razen, če rabite koga na kitari, ki obvlada 3 akorde. Ja. Če bo kaj za roko ali kaj takega. Dobro, vse bi šlo. Sigurno se tudi kakšna skladba najde, ko ima 3 akorde. Dobro, malo se hecam. Bojan, ena skladba še čaka, to je tisti veseli klarinet. Tako, Smeh klarineta. Tako. Ne me za ušesa počit. Daj se prosim bendu pridruži, ostali skupine te bojo pogrešali. Tako, hvala. Mi pa gremo počasi naprej v Vetrovnik. V Vetrovnik z RTS, nagradna igra, ki smo napovedali že prejšnjič. Zdaj je treba povedati, kje dobite vse informacije na našem Facebook strani, na našem Facebook profilu RT24. Tam je objava, tam je vse, kar sodi zraven, torej treba je všečkati, treba je deliti, pa treba je napisati nekoga, s katerim boste šli v Vetrovnik. Zdaj, 2 nagradi imamo za 2 osebi. Zelo enostavno, in ti 2 osebi boste še nekoga vzeli zraven, tako da greste vsi skupaj, 4 lepo v Vetrovnik Levdec in kaj ne, evo, da še pokažem tole, no, lahko ste nagrajenec ali pa nagrajenka, tako da tu v Bobnu vas je že kar precej,
dajte poslati, dajte se oglasiti na Facebook strani RTS24. Žrebanje bo 16. marca in to je to v Vetrovnik z RTS. Vso srečo vsem. Ste bili že kdaj v Vetrovniku? Je bil kdo od vas? Ne, nisem. Ne, Bi šli? Čim prej na Facebook stran, na Facebook profil RTS24. Ne, čisto res. Dajte pogledati, poklikati, mogoče dobite nagrado na koncu. No? Evo, zdaj pa še nagrade, ki sledijo in sicer poklanja NK Maribor, kot vidite so to karte, za tiste, ki ste vseeno bili v finalu, pa vam ni do konca uspelo, vsem skupaj, zdaj zmagovalite samo en. Ti bo še malo počakal, zdaj vam trem pa razdelim po 2 karti za naslednjo domačo tekmo. To je to, čakaj, to ni prva, ne, to je prva nagrada, evo, to pa so tolažilne nagrade. Hvala lepa. Gorazd Adimović, kako izvoli. In še tebi. 2 karti, zdaj koga boste zraven vzeli, to je seveda vaša stvar, poklanja NK Maribor za tebe, absolutni šampion vijoličnega kotička, pa evo, the ultimate stage. Šal, rokavice, kapa za prvo naslednjo domačo tekmo in 4 vstopnice, da ne boš tam sam navijal. Hvala. To je to. Sami vse čestitke, vsem ostalim vse čestitke, zdaj upam, da ste se zabavali, no? Pa da ste siti, zdaj 2 sta sita. 2 še pa bomo zdaj, ne? 2 še pa bosta, nekaj kremšnjic je še ostalo. Ja, a to imate za naslednjo dajo isto? Ne, mogoče bomo videli, kaj bo na koncu. Ampak vseeno, evo nekaj kremšnjic je ostalo, gremo mi zdaj počasi pojesti, pri koncu smo, samo nekaj še manjka. Hvala vsem, obilo uspeha tebi pri glasbi, tebi v službi, pa pri tamalih gimnastičarjih, tebi mojster pri vsem, kar delaš, od tenisa do streljanja and whatnot in v SOS bandu. Še Sandi. Absolutno. Ok, super. Hvala vam, da ste bili tukaj. Gospodje, rade volje, Sašo, čast mi je bilo, da si bil še enkrat tukaj. Dajmo se mi ustaviti še pri zadnji skladbi nocojšnji, prej smo napovedali že slovenski zvoki in smeh klarineta. Naslednjič spet z nami biti, naslednji petek ob istem cajtu, lep vikend med. Mejte se. Sretno si, danes je veselo vse.